Save Europe Act je ena največjih evropskih političnih pobud ta trenutek. Gre se za politično kampanjo, ki želi bistveno omejiti priseljevanje iz neevropskih držav ter povečati vračanje nekaterih priseljencev iz Evrope. Da je v Evropo prišlo preveč priseljencev in da množično priseljevanje ogroža evropsko kulturo in nacionalne identitete, družbeno povezanost, varnost, socialne sisteme ter demografsko prihodnost evropskih narodov. Zato med drugim predlagajo sledeče: bistveno strožji nadzor zunanjih mej Evropske unije, vključno s fizičnimi in tehnološkimi ovirami ter hitrejšim preverjanjem ljudi, ki vstopajo v EU. Moratorij na nove oblike neevropskega priseljevanja, kar bi po njihovem predlogu vključevalo tudi ustavitev novih študijskih vizumov in vizumov za združevanje družin ter strogo omejitev drugih zakonitih migracijskih poti. Pospešeno vračanje ljudi, ki nimajo pravico ostati v EU, med drugim nezakonito prebivajočih migrantov in zavrnjenih prosilcev za azil, pa tudi nekaterih oseb, ki so storile kazniva dejanja ali predstavljajo nevarnost za javni red. Širše ukrepe za remigracijo, vključno s prostovoljnimi in spodbujenimi vračanji nekaterih neevropskih migrantov, ki jih avtorji označujejo kot neintegrirane oziroma resno kulturno ali finančno breme za države članice. In omejitev nekaterih socialnih pravic in prejemkov za nedržavljane in nedavno priseljene, kadar je bilo to skladno s pravom EU z namenom zmanjšanja pobud za nadaljnje priseljevanje. Kampanja ima tudi uradnega partnerja v Sloveniji, društvo Novo Smer. Jeseni pride predstavniki kampanje tudi v Ljubljano in do tedaj so zbrali preko 700.000 podpisov. 22. julija letos je Evropska komisija sprejela odločitev, s katero je registracijo pobude zavrnila, saj je po njeni presoji očitno v nasprotju z vrednotami, določenimi v pogodbi o Evropski uniji in listini EU o temeljnih pravicah. Vendar to ne pomeni konec postopka, saj bodo organizatorji odločitev spodbijali pred splošnim sodiščem Evropske unije. Komisijna odločitev je trenutno formalno veljavna, vendar jo je mogoče sodno izpodbijati. V primeru, da bi bila pobuda uspešno registrirana in bi zbrala najmanj 1 milijon veljavnih podpisov iz vsaj 7 držav EU, bi jo morala Evropska komisija uradno obravnavati in v 6 mesecih podati odgovor. Podpisi sicer ne nalagajo, da mora sprejeti zakon, če pa bi ga predlagala, bi moral biti na to sprejet po običajnem postopku Evropske unije. Če želite vi oddati svoj podpis, to lahko naredite na njihovi spletni strani.